Jaz bi se rada zahvalila vsem prisotnim in vsem, ki gledajo prenos, da ste se nam pridružili na tele predstavitvi certifikata Iskra, ki ga je ustvarila skupina Z nami se neha, v kateri sodelujejo članice Združenja dramskih umetnikov Slovenije in Društva slovenskih audiovizualnih igralcev. Tukaj smo danes 3 predstavnice te skupine, Nika Rozman, Barbara Skubic in pa jaz, Rina Pleteršek, pa je po moje lahko kar začnemo z našo prezentacijo. Ja, mi smo naslovile to predstavitev danes, kaj je certifikat Iskra in zakaj ga potrebujemo. Sicer ta certifikat ustvarjamo že nekaj časa, dolgo se je kalil, zdaj je že nekako v obliki, ko se ga predlaga gledališčem in bojo prva gledališča že počasi pridobila ta certifikat. Se nam zdi pa zelo pomembno ugotoviti, kako bi se to dalo prenesti v AV produkcijo. In to je to, o čemer bomo danes poskušali se malo pogovoriti. In ja, tule je naš kako bi to logo in pa glavno vodilo, da varno okolje je ustvarjalno okolje, ker eno izmed najbolj pogostih vprašanj, ki jih dobivamo, je ali ne pogostih. Jaz ga dobim velikrat, Barbara pravi, da ga dobi zelo redko. A ne bo to ubilo ustvarjalnosti, da bomo nadzirali, kaj počnemo na vajah in pri ustvarjalnem procesu, in zato smo si izbrali ta varno okolje je ustvarjalno okolje. Zdaj, zakaj smo pravzaprav prišli do certifikata Iskra? Iskra je certifikat, ki delodajalcem, se pravi producentom in drugim deležnikom na področju umetnosti in kulture omogoča, da se nekako zavežejo k ničelni toleranci do spolnega nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu v umetniškem procesu, to pomeni v procesu vaj, na snemanjih, ko potekajo predstave. In zakaj smo pravzaprav se odločili, da ta certifikat potrebujemo? V letu 2021 sta društvi DSI in ZDUS opravili anketo med ustvarjalci in takrat se je izkazalo, da ima skoraj 80% žensk in 40% moških vsaj eno izkušnjo z eno od oblik spolnega nadlegovanja ali nasilja. Izkazalo se je seveda tudi, da si ljudje želijo se s tem nekako spoprijeti in zadevo rešiti, ampak se je problem zdel veliko preveč kompleksen, prevelik, preglomazen, da bi se ga sploh lotili. Zato smo pač oblikovali nekaj korakov in iz teh korakov je nastal certifikat, s katerimi se lahko društva producenti seznanijo in jih vpeljejo v svoj delovni proces. In ti koraki preprečijo, v veliki meri preprečijo ali pa mi upamo, da odstranijo pojavljanje spolnega nadlegovanja in nasilja oziroma pomagajo pri odzivu nanj, če do njega pride. Mi si zdaj tukaj ne delamo nobenih utvar, da bomo lahko to v celoti izkoreninili, ampak če damo ljudem orodja, da se nekako s tem spoprimejo, če pride do nekih situacij, ki bi lahko vodile v kaj problematičnega, se s tem opravi takoj na začetku, preden zadeve eskalirajo. Skratka, gre za korake, ki opolnomočijo deležnike v umetniškem procesu in certifikat je zelo pregledno in zelo enostaven postopek, ki se je potem izkazalo, da v veliki meri
so se zadeve izboljšale v tistih gledališčih, mi iz gledališč imamo izkušnje, ki so vsaj nekatere od teh korakov že uvedla, so se stvari precej popravile. Kdo lahko certifikat pridobi? Lahko ga dobijo inštitucije, lahko ga dobijo neodvisni producenti, lahko ga dobijo festivali in lahko ga dobijo individualni projekti. Se pravi, lahko ga dobi posamezen film zaprosi zanj, lahko zaprosi festival, kot je FSF, lahko zaprosijo posamezni producenti ali pa, če gremo do ene od velikih inštitucij, recimo na gledališkem področju, gledališke hiše. In kaj so zdaj ti pogoji? Ja, prva stvar, ki se nam je zdela strašno pomembna in to je pravilnik, v katerega producent vključi jasno oblikovane protokole za primere prijave spolnega nasilja ali nadlegovanja na delovnem mestu. In ti pravilniki smo zastavili, da morajo biti usklajeni z veljavno delovno zakonodajo. Kako smo prišli do tega, je bilo v bistvu, če lahko imamo varnost pri delu na vsake 2 leti v službi, je fino, da imamo tudi take zadeve v pravilnikih. In s temi pravilniki morajo biti pa seznanjeni vsi zaposleni in zunanji sodelavci. In ta pravilnik mora pa vsebovati en člen, in sicer člen o preventivnem delovanju, ki zajema dolžnosti delodajalca in pa zaposlenih pri projektu oziroma v inštituciji oziroma pri projektu, in člen o ukrepih za prenehanje in odpravo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja. En tak primer smo že imeli, recimo Slovensko mladinsko gledališče je tak člen že vključilo v svoj pravilnik. Mislim, da v teh brošurcah, ko jih imamo, je ta primer tudi napisan, tako da si ga lahko pogledate. Naslednji pogoj so pogodbe s sodelavci. Pogodbe s sodelavci. In sicer smo nekako določili, da pogodbe z zaposlenimi in zunanjimi sodelavci morajo vsebovati člen, ki sodelujoče zavezuje k ničelni toleranci do spolnega nadlegovanja in nasilja. Zdaj tukaj izhajali smo, ker smo se najprej ukvarjali z gledališčem, kjer ljudje imajo stalne pogodbe o zaposlitvi. In ko smo spraševali gledališke hiše, ali imajo protokole, so rekli, ja, ker to že delovnopravna zakonodaja ureja, ampak se je izkazalo, da seveda delovnopravna zakonodaja je bila sprejeta takrat, ko je večina ljudi imela stalne pogodbe. Ni pa upoštevala tega, da se je v zadnjih 15 letih področje scenskih umetnosti, da seveda ne govorimo o AV področju, zelo prekariziralo. In ti stari pravilniki so veljali samo za zaposlene, za zunanje sodelavce pa ne. In zdaj, če je mogoče, je treba v pogodbe vključiti člen, če pa to ni mogoče, potem je treba pa skleniti nek aneks, ker kakšnih pogodb, ki so, ne vem, iz katerega leta, se mogoče za nazaj ne bo dalo spreminjati, ampak vsak nov sodelavec ali pa zunanji sodelavec, ki podpiše tako pogodbo, ta pogodba mora vsebovati člen, da je to gledališče, projekt, film, filmski festival zavezano k ničelni toleranci do spolnega nasilja. Ja, v bistvu smo se odločili, da eden izmed pogojev je nujen, da so zaupne osebe. To pomeni, da se vedno določi ali produkcija, ali gledališka hiša, ali pa pač projekt, da določi znotraj projekta neko osebo, na katero se lahko v primeru neke problematične situacije človek obrne in se potem po protokolu tudi začne reševati z določenimi orodji, pač iti po korakih, kako rešiti to zagato. Zaupne osebe ne bi bile znotraj te ekipe, ampak zato, ker vsi vemo, da se pač
med sabo poznamo, da so to zelo delikatne situacije, se lahko seveda obrne človek tudi na zaupno osebo kakšne druge organizacije, ker se bo potem bolj varno počutil in potem ta zaupna oseba človeku pomaga po teh postopkih iti naprej, vse do prijave, če bi se seveda za to odločil. Te zaupne osebe imate tudi društvi in pogoj je, da so podatki o zaupnih osebah javno, pač da so dostopni sodelavcem pri projektu. Se pravi, ko vi začnete delati pri nekem projektu, točno veste, na koga se lahko obrnete, če pride do kakšnih problemov in vedeti morate tudi to, kar je ravno kar Nika rekla, lahko pa greste tudi direktno na društvo ali pa kaj podobnega, a ne takole. Mogoče tu sem še pomembno izpostaviti, da pri projektih, kot so AVE projekti, ki so krajši projekti, mogoče pri teh projektih bo težje izobraziti in določiti svojo zaupno osebo, tako da v teh primerih se pa itak obrača na zaupne osebe društva ali naših društev ali pa društva za nenasilno komunikacijo. Naslednja stvar, ki smo se odločili, da jo bomo vnesli med te korake, je vodilo o ničelni toleranci do spolnega nadlegovanja in nasilja, in sicer smo prevzeli prakso britanskega Equityja, ki ima tako vodilo natisnjeno na prvi strani vsakega gledališkega teksta ali pa scenarija. In sicer je to kratka izjava, da se sodelujoči pri projektu zavezujejo k ničelni toleranci, da bodo spoštljivi in če bodo opazili kakršnokoli obliko nadlegovanja, jo bodo poskušali skupaj rešiti in bodo opozorili na njo. Mogoče se to zdi malenkost naivno, ampak se je izkazalo, da mi vendar delamo, velik del našega dela so besede. Besede imajo moč, ne? Če se vi javno zavežete, da boste nekaj naredili, potem je veliko večja verjetnost, da se boste tega držali, tako da ni tako, da bi en od teh korakov rešil vse probleme, ampak vsi koraki skupaj pa pomagajo reševati večino problemov. Pa tudi večkrat, ko se neko stvar ponovi, prebere, se počasi uleže v možgane in začneš to nekako živeti. Ja, tako da. Naslednja zahteva v teh za pridobitev certifikata je, da so plakati in informativne izobraževalne brošure certifikata Iskra dostopni vsem zaposlenim oziroma vsem sodelavcem pri projektih in da bo to gradivo dostopno na spletnih straneh projekta oziroma inštitucije, hkrati pa je dostopno tudi na straneh društev. In je tam na voljo za reprodukcijo, se pravi, da lahko gledališče oziroma projekt, ki bo pridobil certifikat, bo dobil tudi ta material, ki ga lahko reproducira in ima na vidnih mestih. Mi ga imamo tudi par stvari s sabo danes, tako da se lahko pogledate. Brošurce. Ja, naslednje so pač izobraževanja za zaposlene, tukaj piše za zaposlene, zdaj za projekte se bomo tudi kasneje poudarili, smo se odločili, da bi bilo primerno, da bi bilo to vsaj 60% ljudi, ki bi se lahko teh izobraževanj potem udeležili tudi na sedežu društev. Izobraževanja so pomembna, tako kot smo prej omenili, recimo za varstvo pri delu, če si zaposlen, moraš izobraževanje opraviti, mislim, da enkrat na 2 leti. Na 3 celo. Zdaj na 3. Tudi ta certifikat se bo podaljševal na 3 leta. In je pomembno, da je vsakič znova, tako kot smo prej govorili o teh besedah, da se vsakič znova sliši, na kakšen način se reagira v primeru, da se spolno nadlegovanje ali pa nasilje v tej skupnosti oziroma na delovnem mestu zgodi. Kajti, tako kot smo že prej omenili v tej anketi leta 2021, je bilo zelo jasno,
da se večina spolnega nadlegovanja na delovnem mestu zgodi v pričo ostalih ljudi. Kar pomeni, da ti ostali ljudje bi lahko večino teh primerov preprečili, če bi znali reagirati, ampak smo pač ljudje takšni, da večinoma zamrznemo, ker je to še vedno tabu tema, ker ne znamo reagirati, in ta izobraževanja bi v bistvu nas nekako obogatila z orodji, kako reagirati v takšnih situacijah, in s tem, ko bi se pač to ponavljalo, bi bilo vedno več ljudi, ki bi v skupnosti znalo reagirati, in to je nekako tudi cilj tega certifikata, da bi s časoma znali komunicirati te probleme in znali čimprej najti rešitve. Tisto, kar se je izkazalo in zaradi česar se nam zdi izobraževanje tako izjemno pomembno, je bilo, da eno leto pred, ali pa 2 leti prej, leta 2019, je ZDUS organiziral eno drugo anketo o izgorelosti pri delu na domu in tako naprej. In tam je bilo tudi eno vprašanje o spolnem nadlegovanju in so ljudje rekli, ne, absolutno nikoli nisem doživel na lastni koži spolnega nadlegovanja. Potem pa, ko smo sprašvali drugače, a se vam je zgodilo, a ste bili kdaj deležni neprimernih opazk, neželenih dotikov. Skratka, ko začnete konkretno spraševati vse tisto, kar se po nekih definicijah, zakonskih definicijah šteje za spolno nadlegovanje, se je pa izkazalo, da pridemo do tistih številk, ki smo jih predstavili v začetku. Se pravi, 80% žensk je bilo temu izpostavljenih in 40% moških. In sploh, dokler ne ozavestiš, kaj vse spada pod spolno nadlegovanje, mogoče niti se ti ne zdi, da je to tak problem. In zdaj, zakaj pa je tak problem? Zato, ker te stvari se nalagajo. Ne, zato, ker če mi vzdržujemo neko okolje, kjer je tako vedenje tolerirano, potem takrat, ko eskalira, se nam pa zdi, da mogoče pa ne moramo več reagirati, zato ker smo pustili, da je šlo tako daleč. In to se je kazalo kot stalen problem in s temi vprašanji so se tudi na nas obračali ljudje, ko smo začeli delati, v smislu, mi imamo tak in tak problem, kaj lahko naredimo, ker je bilo že prej nekaj narobe, pa nismo reagirali in je šlo naprej in tako naprej. Skratka, izobraževanje je tisti korak, ki najhitreje prinese rezultate. Mi imamo podatke iz Mladinskega gledališča, ki je uvedlo izobraževanje takoj leta 2021 in so potem ponovili leta 2023 in se je izkazalo, da se je izboljšalo vzdušje v ansamblu, da se je izboljšalo zaupanje v vodstvo in da kreativnost se pa seveda ni nič zmanjšala. Ne, tako da ni te nevarnosti, da bi mi zdaj cenzurirali ali pa z neko palco mahali nad tem, kaj se sme govoriti in kaj se ne sme. To je precej neutemeljen strah. Rečete lahko, kar hočete, samo če imate opolnomočene kolege, kar upate, da jih imate, ne morete nekako več pričakovati, da bodo tiho. Je pa tako, da mi smo ta izobraževanja, je društvo DSI že organiziralo eno izobraževanje, ki je bilo odprto za člane društev, in sicer na Društvo za nenasilno komunikacijo, kjer imajo res odlična izobraževanja, se mi zdi, da na zelo tak razumen, jasen način. In recimo vsi, ki društva bodo še v prihodnosti organizirala ta izobraževanja, bodo javno znani datumi, kdaj izobraževanja so, in recimo gledališča lahko sama organizirajo izobraževanje za svoj kolektiv pri AV projektih, festivalih in tako naprej, pa če recimo ne bo jim se uspelo organizati za celotno ekipo, ker vemo, da to poteka malo drugače kot v teatru, da se bodo lahko kadarkoli, kdorkoli udeležil teh
izobraževanj in dobil potrdilo, da je bil na izobraževanju, mu to traje 3 leta in ko se nabere ekipa za AV produkcijo, se enostavno nabere, koliko ljudi ima to izobraževanje, koliko ljudi ga še rabi opraviti, da bo se izpolnjevalo normo za pridobitev certifikata. Tukaj imamo zdaj zahteve za pridobitev certifikata za enkratne ali nestalne projekte, se pravi, to je nek krovni opis, recimo filmov, festivalov in podobnega, nekaj, kar ni stalna produkcija. Pri čemer so pogoji, da ima glavni nosilec projekta, se pravi producent, organizator, nevladna organizacija, certifikat, da pogodbe z vsemi sodelujočimi vključujejo člen o ničelni toleranci, da seznanijo sodelavce s protokolom in prijavo in zaupnimi osebami in da ima najmanj 60% sodelujočih veljavno potrdilo o opravljenem izobraževanju. Nosilec projekta mora preveriti, a so ta izobraževanja, je ta certifikat, potrdilo o izobraževanju veljavno za čas trajanja projekta, se pravi 3 leta velja ta certifikat. To potrdilo o izobraževanju pa, kot je rekla Rina, lahko človek opravi ali pri nekem drugem delodajalcu ali preko enega od društev, to se naredi vsake 3 leta, traja 2 uri in pol, ni zdaj neka, da bi bilo strašno časovno zahtevno. In tak certifikat je potem podeljen za čas trajanja projekta, oziroma če je projekt daljši kot 3 leta, se ga potem obnavlja. Ampak če ga recimo film pridobi in hoče v odjavno špico uporabiti logo, da je certificiran s certifikatom Iskra, to pač seveda velja, a ne? Ja, to je pa zdaj en tak lep zaključek tega, kaj pa s tem pridobimo. To je bilo velikokrat vprašano in kot nek zaključek oziroma povzetek je certifikat Iskra, z njim se zavežemo k uporabi orodij, ki nas opolnomočijo, da vsi v umetniškem procesu se počutijo varno in ustvarjalno. Pomembno je, da vsi udeleženi v projektih prepoznavajo problematično vedenje in se na tem gradi neko zaupanje, da če bomo na tako vedenje opozarjali, da bomo se počutili varno in bo projekt tekel gladko. Predlagane oblike izobraževanja v teh predlaganih izobraževanjih se pa vsi udeleženci, kot je Barbara že povedala, naučijo, kako v delovnih procesih prepoznati vedenje, ki bi ga lahko opisali kot spolno nadlegovanje ali nasilje in tudi kako na njega reagirati. Tu smo se zelo veliko o tem pogovarjali o pričah, se pravi, da ni vedno samo na osebi, ki se ji to dogaja, ampak da postane celoten kolektiv pozoren na to, kako se obnašamo drug do drugega. In hkrati, ko smo vsi izobraženi, znamo obvladovati te razmere, ustaviti nadlegovanje in ali pa ukrepati, če se to nasilje zgodi. Ena od bistvenih stvari je tukaj to, da če greste skozi ta postopek pridobivanja certifikata, se naučite, kako se s problemi spopadati transparentno. Zato, da se izognemo temu, da bi nekako se vzpostavilo neko mnenje, da se je kdo na koga spravil, da se hočemo nekomu maščevati, ampak če želite, da so zadeve transparentne, jih je treba vnaprej določiti. In zato je pač nujno, da ljudje prepoznavajo, katere so problematične oblike vedenja, da se znajo na njih odzvati, kratko malo reči, to ni okej,
ne se tako obnašati, kar je dosti osnovno, če pomislite, ampak se je dogajalo, da smo se raje obrnili stran, zato ker tista anketa je pokazala, da so se ljudje obrnili stran, zato ker niso vedeli, kako bi se odzvali, zato ker je oseba, ki je nadlegovala, bila ali na višjem položaju, ali pa je imela več vpliva. Pač razne stvari so se dopuščale samo zato, ker pravila niso bila jasna. In se nam je zdelo, da če določimo pravila, bomo lažje prepoznavali vedenje, ki je problematično, in znotraj tega, kar se dogaja, rekli, to je še ok, to ni ok, prosimo, če nehate, in da se bomo vsi v delovnem postopku počutili varne. Ker ena od stvari, ki je se pokazala pri tisti anketi, in to zelo jasno, je bilo, da se v primerih, ko je pri projektu prišlo do spolnega nadlegovanja, je ljudem padla motivacija, jim je padla kreativnost, ker so se bali, in bili so ljudje, ki so rekli, da so zaradi tega nehali delati v naših sektorjih. Mi si ne moramo privoščiti, da bi zgubljali ljudi zaradi stvari, ki so popolnoma enostavno preprečljive. Jaz bi rada samo še dodala, da zdaj na tej točki, zelo začetni prvem koraku, zgleda mogoče vse schematično, črno-belo, polno nekih pravil. To je zgolj z namenom, katerega zdaj je ravnokar omenila Barbara, da so stvari jasne in transparentne, ampak tudi predvsem zato, da je to neko orodje, mislim, da se nobeden tukaj ne slepi, da bomo zdaj rešili ta problem takoj, ampak gre za to, da v bistvu stopamo v eno pravo smer reševanja in ozaveščanja. To pomeni, da vemo, kako se lotiti problema, če se pojavi, in da predvsem znamo reagirati, da predvsem najprej znamo prepoznati, ko se to zgodi v naši družbi, ker to je v bistvu, se mi zdi, ključen problem, ki se je tudi izkazal v tej anketi, da v resnici ne znamo prepoznati, kaj to je spolno nadlegovanje, da ne vemo, kaj to povzroča, torej se je tudi izkazalo v anketi, da povzroča zelo v bistvu slabo motivacijo za delo, strah, nesigurnost, manjšo kreativnost, in tudi poziv v bistvu večine teh, ki so anketo so izpolnjevali, je bil, da se naj nekaj v tej smeri zgodi. In to je v bistvu en tak postopek, ki je bil, to bi rada poudarila, narejen zelo precizno po enih dobrih praksah iz tujine, z eno zelo preiskavo v bistvu našega področja tukaj v Sloveniji, ki je, se vsi zavedamo, tako kot smo govorili, zaposleni, samozaposleni, audiovizualni sektor, gledališki sektor, zelo raznolik, ampak ravno zato je pač ta certifikat prilagodljiv na različne projekte in različne inštitucije, predvsem z namenom, da v bistvu pripomore in prinese čim več orodij vsem, ki so znotraj ustvarjalnega procesa, da bi lažje in bolj varno delali. V bistvu gre za neke vrste higieno. No. In se mi zdi, da bo certifikat dosegel svoj cilj, če bodo projekti, inštitucije, produkcije si želele ga pridobiti in se s tem pohvalile, in da bojo tudi tisti, ki se bojo potem tem projektom priključevali, v bistvu lažje vstopali vanje, ravno zato, ker bojo pač držali ta certifikat. Glede na to, da je ta certifikat nastajal, mislim, da zdaj bo že 3 leta, in da je bilo vključenih veliko ljudi v pogovore, da smo spraševali kolege iz različnih sektorjev, da smo se med sabo ogromno pogovarjali, se nam zdi pomembno, da zdaj gledališča so nekako jasna, AV sektor pa še nismo prišli do tega, da bi kakršnakoli produkcija poskušala pridobiti. Se nam zdi zelo pomembno tukaj odpirati debato z kolegi iz AV sektorja, kako bi
ta certifikat najbolj produktivno uvedli v festivale, v filmske festivale, v filmske produkcije, v TV produkcije in tako naprej. Ja, mi smo odprti za vprašanja, lahko se kadarkoli obrnete na eno od društev. Izkazalo se je, da vsi tisti, ki so začeli s temi koraki, so izboljšali delovno vzdušje. V resnici smo se kar bali na začetku, kaj bo, zato ker se je nekako vedno se vzpostavlja ta fama, to je cenzura, zdaj se ne bo več smel nič reči, to na tretje. Izkazalo se je pa potem, da so ljudje hodili do nas in spraševali, kam lahko gremo na izobraževanje, kje so zaupne osebe, mi imamo tak in tak problem. Se pravi, vsi smo se zavedali, da ta problem obstaja in večina ljudi, s katerimi smo se mi potem pogovarjali, se jim je zdelo dobro, da imajo neka objektivna orodja, s katerimi lahko operirajo. Da je lažje, da je bolj varno in da je v končni fazi bolj kreativno, če vsi vemo, da lahko raziskujemo to, kar delamo, ker konec koncev umetnost je umetnost se ukvarja z mejnimi stvarmi, pogosto se ukvarja z zelo hudimi stvarmi in zadnja stvar, ki si jo želimo, je, da se ljudje pri tem slabo počutijo. Tako da to bi bilo od nas za danes. Ja. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, komentar, ni neumnih vprašanj pri tem, se mi zdi. To smo se naučili, da včasih je treba spraševati ogromno in debatirati ogromno. Če ne zdaj, pa se pač lahko obrnete na eno od društev. In vam bomo odgovorili. Tako da, hvala. Hvala.